Po dolgem času v studiu z menoj spet obredni gostje iz Templja Hare Krišna. Lepo pozdravljam Lili, Andreja in Uroša. Spet se bomo lahko veselili vaše kuhinje in vaših daril. Običajno smo predstavili vašo skupnost. Danes pa se posvečamo v tem času, ko vegetarijanska prehrana ni več samo trend, ampak že kar za marsikoga življenjski koncept, tisto, s čimer se vi hranite in kar pripravljate in nudite tudi drugim. Morda Uroš, predno se Lili in Andrej lotita kuhinje, teh vaših dobrot, jaz že slino požiram. Povejva v bistvu, kako vi gledate na ta vegetarijanski koncept življenja. Ja, vegetarijanstvo izhaja iz latinske besede vegetus, kar pomeni čil, zdrav, in kdo ne bi hotel biti tak. Tako da vegetarijanstvo postaja danes način življenja za mnoge Slovence in Evropejce. Zdaj ne študirate samo sanskrta, ampak tudi latinščino? Tudi latinščino. Ja. Kar se tiče pa sanskrta, beseda hrana ima koren v besedi ana iz sanskrta. Ker pa spet potrjuje, da slovenščina izvira iz indoevropske skupine jezikov in da smo iz sanskrta izšli. Tako. Tako da zdaj potrebujemo to hrano, da se še bolj povežemo preko želodca. In namiguješ na to, da v bistvu tudi Slovencem pristoji, da je vegetarijansko. Tako. Torej, vegetarijanstvo v času, ko se pojavljajo manj zdrave in sploh nezdrave mesne jedi, in tudi prehrambeni trendi, ki človeka silijo na nek način k lažji prehrani. Ja, vegetarijanci so bili že mnogi starodavni filozofi, umetniki, Leonardo da Vinci, Tolstoj in konec koncev Plečnik, ker so ugotovili, da to paše. No, zdaj se ga postavil bog velikanom, kar je lepo. Ja. Kaj si hotel povedati? Izvoli. Ja, tako da, če so oni, ki so taki, da rečem, razmišljajoči ljudje postali vegetarijanci, ne bi bilo odveč, da tudi sami pogledamo ta način prehranjevanja življenja in se okoristimo s tem znanjem. Torej, v roki držim Krišnovo kuhinjo, vašo kuharico, ki bo kmalu dosegljiva tudi po Sloveniji. In o njej je kar najboljše zadeve napisal tudi profesor dr. Draži Gost Pokoran. Kakšni recepti so tukaj zajeti? Kaj bomo mi danes gledali tudi v studiu? Ja, tukaj je zajeti približno 130 receptov, ki so zelo barviti, pisani, tako da ljudje, ki postanejo vegetarijanci, se včasih sprašujejo, kaj jesti, kaj bom zdaj žel samo, da rečem, od mislija in podobno. Ta kuharica bo poskrbela, da bomo se zelo dobro hranili in to je kuharica za celo družino. Torej, vegetarijanska prehrana je raznolika. Izredno pestra. Tudi pri nas se lahko vegetarijanci v bistvu dobro znajdejo. Ja, in se oskrbijo s potrebnimi substancami. Tako, zato bomo danes kuhali predvsem z domačimi sadje, zelenjave in podobno. Andrej in Lili, kaj boste pripravili danes tule v zimproviziranem studiu, ki bazira od ene plinske bombe in 3 plinskih ring? Ja, izbrali smo par jedi, sta nove kuharice. Jaz bom pripravila zelenjavno prilogo in pa en poseben riž z papriko in korenjem. Jaz bom pa naredil pohano cvetačo, pa jogurtovo solato s kumacem. Na koncu pa še indijski čips. Ok, jaz pa kar v tem trenutku vabim vse goste, ki se že zbirajo po studiu, da ne ostanejo do konca in da bodo hrano lahko poskusili z nami. Še nekaj, predvsem bi omenil še eno zadevo, s katero se ukvarjaš prav ti, Uroš. Humanitarne akcije, ki jih tudi sicer organizirate, ste pa razširili tudi v to vegetarijansko smer. Tako, ena zelo važna stvar, ki moramo vedeti, da če si vegetarijanec, na ta način pripomoreš k zmanjšanju lakote na svetu. Na kakšen način? Ja, približno za 1 kilogram mesa je potrebno 15 kilogramov žita. Z 1 kilogram mesa nahranimo recimo 2-3 človeka, z žitom lahko 10-15 ljudi. No, po tej tvoji trditvi bo marsikdo oporekal, vsi tisti, ki v bistvu se hranijo z mesom in ko bodo verjetno ogorčeni razmišljali, zato še malo poglobi to obrazložitev. Ja, stvar je zelo preprosta. Krava, ki je žito, tako slabo predela te beljakovine v mesne beljakovine, da v bistvu večina tega žita gre v nič.